Najprej bi rad povedal to, da midva tukaj predstavljava študente Univerze v Ljubljani, tiste, katerim je bila storjena krivica. Jaz sem Mart Buh, sem prodekan študent na Filozofski fakulteti. Sem pa Nejc Brezovar, predsednik študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Kar pomeni, da Nejc, bom rekel, zastopa 60.000 študentov Univerze v Ljubljani, jaz pa več kot desetino tega, se pravi 7.500 z Filozofske fakultete. Midva nisva člana neodvisne študentske mreže, ne kandidirava, nisva v modrih majčkah, ampak sva kot študentska predstavnika prišla sem ogorčena zaradi stvari, ki se dogajajo. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to. Na 7 fakultetah, na 7 članicah Univerze v Ljubljani je bilo 45 kandidatom z modre liste, z liste neodvisne študentske mreže zavrnjena kandidatura. Zakaj je bila zavrnjena kandidatura? Zato, ker je na podlagi pritožbe samostojne akademske skupine se je volilna komisija odločila, da bo 45 ljudem zavrnila kandidaturo, zato, ker so jo poslali s priporočeno pošto. S tem, da 3.10.2008 je bil predstavnik volilne komisije Tomaž Palk prisoten na cestni umestni lok 81 na pošti dežurni in je popisal 111 kandidatur od modre liste in kaj je rekel? Rekel je, ja, lahko jih pošljete s priporočeno pošto, to je povsem legitimno. To dokazuje ta dokument. On je vso pošto popisal in je posod pod način pošiljanja napisal priporočeno, kar pomeni, da se je s tem strinjal, kar pomeni, da ni opozoril tistih, ki so svoje kandidature oddajali, da jih recimo ne bi smeli poslati s priporočeno pošto, ampak se je s tem strinjal. Vsi dokumenti so tukaj, poštempljani, podpisani. Senat je najprej določil, da se da ven, da se kandidature oddajo po priporočeni pošti. Nato je volilna komisija sama spremenila, popravila ta razpis in črtala besedo priporočeno, torej je ostalo samo po pošti, ker je v skladu z volilnim pravilnikom, ki v 24. členu določa, da se kandidature oddajo osebno ali po pošti. Ne določen način, ampak po pošti. Se pravi samo nekaj, to je lahko komisija storila ali bi moral senat? Po mojem mnenju komisija ne more sama popraviti razpisa senata, ker potem to ni več razpis senata, ampak je razpis volilne komisije. Pa jaz bi upozoril, da to ni laično mnenje, kolega je univerzitetni diplomiran pravnik in asistent iz ustavnega prava na upravni fakulteti, tako da... Jaz sem samo rekel, da pač resnično 20.000 študentom je bila na ta način, s tako arbitrarnostjo in samovoljnim razlaganjem aktov šova. Poglejte, če v volilnem pravilniku, ki je sprejet z dvotretinsko večino vseh članov zbora, piše, da se kandidature oddajajo po pošti, ne more volilna komisija sama ugotoviti, da po pošti pomeni po navadni pošti. Lepo vas prosim, pa tudi logično sklepajmo. Kakšna pravna varnost je za kandidata, če odda po navadni pošti? Pošta bi lahko prišla do komisije, ki je mimogrede sestavljena samo iz predstavnikov ene strani in bi jo preprosto odvrgla sem ti. Kakšna je tukaj pravna varnost za kandidata? S tem, da v obrazložitvi odločbe se oni sklicujejo, da so dali z navadno pošto ravno iz razloga pravne varnosti. Jaz ne vem, kdo je to pisal, ampak v vsakem primeru mislim, to je res konc demokracije za študente. Demokracija je v tem primeru mrtva, ampak jaz zaupam v predsednika študentske organizacije Univerze v Ljubljani Tomaža Černeta, da bo poleg tega, da se bo za vse te študente, ki so bili izbrisani, zdaj paste Slovenija, imamo že druge izbrisane v zadnjih nekaj letih, da bo naredil tudi to, da bo preveril, kako je volilna komisija sestavljena. Volilna komisija je lahko sestavljena samo iz ljudi, ki imajo volilno pravico, to so študentje naše univerze. Jaz osebno vem, da je ena članica ni upisana na Univerzo v Ljubljani, ampak hodi na Ljudsko univerzo, po njeni izjavi. Tako da jaz bi to preveril. Komisija je protipravno sestavljena. Poleg tega ima 5 članov namesto 7, ker opozicijskih kandidatov ni. V najnem interesu je, da imajo vsi študentje Univerze v Ljubljani pravico do izbire. Ne, da se ta izbira za tretjino študentov, 20.000 študentov, ne samo omeji, ampak izniči. In kaj lahko študenti naredijo? Študenti lahko naredijo to. Grejo 21. in 22. na volitve in posod tam, kjer bodo imeli na volilnem lističu samo eno opcijo, obkrožijo proti. S tem ne bojo rušili demokracije, s tem jo bojo gradili. S tem bojo omogočili, da se bo stvar podrla, da bo ponovno razpis in da se bodo izvedle demokratične volitve in da bojo imeli možnost izbere. Zdaj bi še nekaj vprašala z področja pravnega vidika. Kaj zdaj ostane tem kandidatom, ki so bili? O teh postopkih, ki jih bomo sprožili, jaz sicer ne bi zdaj govoril, ampak glede na to, da je volilna komisija napisala, da je odločba dokončna,
ker na nek način pomeni, da znotraj organizacije ne bi mogli se pritožiti na to odločbo nikamor, ampak jaz mislim, da je tudi to neke vrste svojevrstna razlaga komisije, ker imamo le neke nadzorne organe na šovu, ki upam, da kljub sestavi bodo, če bo prišlo do tega, imeli toliko pameti, pa da bodo toliko človeški, pa toliko, kako rekel, privrženi načelom demokracije, da bodo pač ugodili raznim pritožbam, če bo do tega prišlo. Ja, upanje umre zadnje. Upanje umre zadnje. Mislim pa tudi, da bi bilo treba razmisliti o ukrepih zoper volilno komisijo, ker tako kot je ravnala, je, ne vem, no, nismo Belorusija. Se pravi, šov je skorumpiran ali kako? Nam rekel, ne cel šov, ne pravimo mi, da je šov skorumpiran, ampak pač delo volilne komisije v tem primeru je pa, Je pa res, da to niso moje besede, citiram nekoga iz modre skupine, ki ga velikokrat slišim, to reči, šov je izgubil svojo romantiko in mi bi radi šov, študentsko organizacijo vrnili študentom in vrnili vsem študentom. Ker to, kar se tukaj zdaj dogaja, ne, da je šov odprt samo za tiste posameznike, ki se z opcijo strinjajo, s tem se mi ne moramo strinjati.